Pozdravljeni, mir z vami in pozdravljeni v še eni epizodi čitanja Golo Device. Beremo Noetovo zavezo, se pravi četrti del je zdajle. In v prejšnjem poglavju smo razložili, da se je druga zaveza z Noetom nadaljevala do časa Abrahama. In če beremo naprej, se pravi, zemlja naj bi bila očiščena Iblisovega semena in Kainovih otrok, le da se je Noe poročil ženo iz Kainovega potomstva. Kot je bilo omenjeno naprej, se pravi, Noe in Noreja sta imela 3 sinove, Sama, Jafeta in Hama. Noetova žena pa je rodila tudi 4. sina, ki je bil prav tako njen in njegovo ime je bilo Jam. Vendar ni bil Noetov biološki sin. To je jasno očitno, ker je vsemogočni Bog rekel in Noe je poklical svojega gospoda rekoč: Moj gospod, vsekakor moj sin je tudi moja družina. Tvoja obljuba je zagotovo resnična in ti si najbolj pravičen izmed vseh sodnikov. Allah subhanahu wa ta'ala je odgovoril: O Noe, zagotovo ni iz vaše družine. Bil je nepravično dejanje, torej ne sprašuj me o tem, o čemer nimaš pojma. Opozarjam te, da ne zapadeš v nevednost. To je navedek in citat iz Svetega Korana, 11. poglavje sura Hud, ajeti 45 in 46. Naprej, se pravi, Bog vsemogočni je rekel tudi, če gremo naprej, v suro Al-Tahrim: Allah daje zgled nevernikom, ženo Noeta in Lotovo ženo. Vsaka je bila poročena z enim od naših pravičnih služabnikov, vendar ga je izdala. Njihovi možje jim niso mogli pomagati proti Bogu, rečeno je bile: oba vstopita v ogenj z drugimi. In tle, če beremo naprej, se pravi iz tega prevoda, dolga leta, se pravi, so imeli islamski učenjaki te verze poskušali razlagati na različne načine. Oni so rekli, da je bila izdaja v veri in nezakonska, ker je nemogoče, da je žena preroka izdala. Se pravi, ti učenjaki pravijo, da je nemogoče, da bi žena preroka prevarala, da bi bila s komerkoli drugim. Se pravi, ti učenjaki pač so tako pametni, da pravijo, da je neverjetno, da bi se to zgodilo. In rekli so, da je Noetov sin omenjen v Svetem Koranu bil še vedno njegov biološki sin, čeprav pravi: ni iz tvoje Noetove družine. Soglasje med temi učenjaki, muslimanskimi seveda, je, da je Noetov sin preprosto imel drugačno vero kot njegov oče. Se pravi, ta sin ni verjel v to, kar je Noe razlagal, ampak je verjel v neko drugega, zaradi tega pač je tu razloženo, da ni bil njegov sin. Ko pa človek, navajam pač Golo Device, citiram, bere Koran objektivno, brez predpostavk o svetosti oziroma nedolžnosti za like, resnica postane jasna in očitna. Resnica je, da je Noetova žena izdala Noeta in pač zanosila. In Abul Hasan je glede verza rekel: o ti, ki so verovali, pokasajte se Allahu v poštenem kasanju. Služabnik se pokosa in se ne vrne k temu, kar je storil, in Allahu so resnično najbolj ljubljeni služabniki Allaha tisti, ki se pokasajo za resnico kasanja. In Ali Ibrahim je rekel glede Allahovih besed: Allah daje zgled. Potem jim je Allah dal zgled in recitiral je: Allah daje zgled nevernikom. Žena Noeta in žena Lota. Vsaka je bila poročena z enim od naših pravičnih služabnikov, a ga je izdala. Rekel je: pri Allahu ni mislil z besedami ničesar drugega, kot izdala ga je. Razen prešuštva. To imamo citat iz Tafsira Al-Kumija. In Noetova žena je torej rodila nezakonskega sina, za katerega je Noe mislil, da je njegov biološki sin. Vendar pa ni bil njegov biološki sin in ni iz njegove družine, kot dobesedno pravi Sveti Koran. Se pravi, v Svetem Koranu je to razloženo. In pripovedni Muhamedove družine, od njih je mir, so to resnično potrdile. In naprimer v hadisu, če beremo, Zurare je pripovedoval od Abi Džafirja, od njega je mir glede Noetovih besed: moj sin, ukrcajte se z nami na barko. Rekel je: to ni bil njegov sin. Rekel sem: Noe je rekel: moj sin. Rekel je: Noe je rekel, medtem ko ne ve. To je citat iz mislim, da je iz Tafsira Al-Taklejna. In zdaj razumemo tudi odgovor tega sina v Koranu, ki pravi: vzel bom zavetje na gori. Se pravi, to je Sveti Koran 11:43.
In ta gora, ne, o kateri je tle omenjena, pravzaprav sploh ni bila fizična gora, bila je njegov biološki oče, s katerim je Noreja izdala Noeta, vplivnim nedelovnim učenjakom. Vredno je omeniti, da je bila arabska beseda za goro Džabal dejansko ime, ki se je uporabljalo v tistem času, in Tora omenja moža z imenom Džabal, se pravi, to je bil človek, ne, in tudi Džabal pomeni goro, se pravi, to je bil človek, ki je živel v času Noeta in je bil znan kot oče tistih, ki živijo v šotorjih in redijo živino. In tle imamo še opombo, Henry Corbin v svoji knjigi Swedenborg and Esoteric Islam citira gnostično eksegezo, ki razlaga globlji simbolizem okoli barke in gore, v katero se je zatekal Noetov sin. Tako je barka plavala z njimi na valovih visoko kakor gore. Se pravi, to je citat iz 1142, kar pomeni, imam obdan z ezoteričnim učenjem, lebdi v svojem davatu, se pravi v svoji davi, v svojem pozivu, kot mistična barka skupaj z vsemi, ki so se odzvali njegovemu klicu, Mostajibun kot ocean znanja. Lebdi iz mističnega razreda v mistični razred od hada do hada, v ukaz, da se vsak inicira v višjo duhovno znanost, marifat, valovi, ki mu prihajajo nasproti, ki se dvigajo kot gore, so poučeni v pravu, dobesedniki, kar pomeni ulama al-zahir, ki veljajo za ljudi znanosti, čeprav nimajo nobenega znanja v pravem smislu. Zato se zrušijo pred imamom, se pravi poslušajo imama, zrušijo je pač metaforičnega pomena, kot se zrušijo valovi morja, potem ko je ustvaril iluzijo, da je visoka gora. Božanski davat, se pravi mistična skrinja, lebdi na glavah teh ljudi, ki imajo videz učenih. Reže jih kot ladja, reže valove, lebdi na njih, medtem ko strašijo ljudi svojo plitvo znanostjo, ki se napihuje tako, kot se valovi morja dvignejo in trčijo med seboj. Toda tisti, ki so vstopili v davo, so zaščiteni pred njihovim zavajanjem, kot je potnik na ladji zaščiten pred valovi. In zato je Imam Ahmed al-Hasan njegov mir vedno poudarjal branje svetega Korana kot običajne knjige, medtem ko odpravlja domnevo svetosti glede dejanj likov, ki so prikazani v zgodbah. To omogoča bolj objektivno, zgodovinsko gledano, doslednejše in resničnejše razumevanje na mesto pristranskih razlag, ki temeljijo na vnaprejšnjih idejah o osebnostih in dogajanju. Poleg tega je seveda pomembno upoštevati tudi nedobesedne simbolične pomene, za kar moramo seveda upoštevati, kot sem večkrat poudaril in kot je Abbas Sadik večkrat poudaril, da je treba pač vsak hadis, ki ga slišimo od Ahlul Bejta, preveriti, odkot prihaja, o čem govori in vsakega ga je treba imati resno, ker razlaga te prenesene pomene. Če ga razlaga nekdo drug od učenjakov, ga ni treba imati preveč resno, ker je to razlaga po nekako prenesenih pomenih teh učenjakov, po njihovi šoli misli, v bistvu verski šoli, teološki šoli, iz katere izhajajo. No, hvala, to je bilo to za danes. Mislim, da imamo še par strani Noetove zaveze, potem bomo šli na Abrahamovo zavezo. Evo, dodajem še en klip in lepo se imejte, lep pozdrav do naslednjič, živim. The narration states the example of my Ahlul Bayt is like that of Noah's Ark. Whoever rides it is saved, and whoever abandons it drowns. So that was one narration in the midst of many other narrations in which he says that Al-Hussein is from him and he is from Al-Hussein, or that, I am asking you to hold on to the Quran and my Ahlul Bayt and my people of the house, they are like this until they return to me at the pond, or that they will always remain together until the day of judgment, etc.